Dobrodošli, spoštovani obiskovalci. Prosimo vas, da izklopite ali utišate svoje mobilne telefone. Hvala. Stavi, profesorica, kje dan, kam je šel dati? Lahko, daj me ni. Kliši Samuela. Kje je Samuel? Ja, profesor je Samuela. Tukaj sem. Treba je nič težavo, da skočiš noter. Lahko. Hej, kako si ti predstavljal zdaj? Improviziramo. Improvizirala. Ja, imam še drugo možnost. Verjetno imeli dobro znali, da so mislim, 50 s vami nabi. Hvala pa poštano vrnala. Pač šlap. Kako? Tako. Da, čudovit. Kaj pa da zdela vidva sama? Veš, da bi si gledala kakšen lep slovenski film? Lep slovenski film, okej. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati zelenih trav. Kaj sem kakšel za zaporoma? Ovo teatra Marika. Kaj pa si nadaljevanje? Verjetno vas to prevozvodra, ne? Si spodobno, ja? Kaj moja tata? Spoštovanja? Nekam brez besed. Ja, pa ne več dolgo. Sej vem, ja. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati bo sonce in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, oči žarem sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati zelenih trav. Srce čaka kvinta, kak kliče ljubav, zakaj čakala bi na mar? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati bo sonce in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, oči žarem sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati zelenih trav. Srce čaka kvinta, kak kliče ljubav, zakaj čakala bi na mar? Lep majski večer je. Hej, adesso, vedla spettacolo. Ajde, v bistvu rekel, in kaj si bo danes pogledala? Ja, Lode, kakšen lep slovenski film. Ti nimaš kakšna boljša ideja? Ja. Da ste. Pa da vidimo, kaj je ta svet. Pa ne, Ja. A si ti tudi? Pa In konc. Ja, sam posatni. Ne. Gospodična, Odlično. Jedan. Jaz sem Gubangur. Znači, Naja. Ne.
dijakinje. Spoštovani profesori in profesorice, cenjeni gostje in drugi prisotni v dvorani prve slovenske vlade tu v Ajdovščini. Lepo pozdravljeni na že tradicionalni zaključni prireditvi srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Leto je ponovno naokoli in prav je, da pogledamo bisere, ki smo jih v letošnjem šolskem letu nanizali. Današnji dan je namenjen pohvali najboljših. To je tistih, ki so se skozi leto izkazali, ter jim, če tudi nočemo priznati, vsaj nekoliko zavidamo. Preden pa z dosežki in pohvalami pričnemo, vabimo gospoda ravnatelja Andreja Rutarja, da nas pozdravi in pove, kako je sam doživljal to šolsko leto. Dragi dijaki, zaposleni, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin in ostali gostje. Pozdravljeni na zaključni prireditvi srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Danes bomo čestitali najuspešnejšim dijakom naše šole za dosežke na tekmovanjih iz znanja, za športne dosežke ter druga sodelovanja, ki so bila za šolo in za posameznike pomembna in so od njih zahtevale veliko časa in energije. Izpostaviti pa želim tudi pomen sodelovanja naše šole z drugimi izobraževalnimi ustanovami v občini, državi in izven meja Slovenije. Aktivnosti z osnovnimi šolami, Zavodom Sirius, vrtci, projekti Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sodelovanje s šolami iz drugih držav nam dajejo širino, ki presega okvirje učnega načrta. Podpora občine na področjih, kjer je to mogoče, je tudi zelo pomembna. Pri zagotavljanju evropskih sredstev pa je pomembna sposobnost in delavnost zaposlenih. Zaenkrat smo s črpanjem teh sredstev zagotovili prakso dijakov predšolske vzgoje v tujini, izobraževanje učiteljev v tujini in zaposlitve za mlade učitelje. Ajdovci so že leta 1945 zahtevali šolo in ustanovljena je bila nižja gimnazija v Ajdovščini. Ajdovci so sicer pričakovali več in zaprosili so še za višje razrede gimnazije, takrat niso uspeli, vendar se niso vdali. 6 let kasneje je poleg nižje začela delovati tudi višja gimnazija. Od takrat naprej so se v naši šoli zvrstili številni programi, danes imamo 2 odlična programa, gimnazija in predšolska vzgoja. Očitno se je človek vedno zavedal pomena izobraževanja. Tega se moramo zavedati vsi tudi danes. Šola je pomembna za splošno izobrazbo, za širok pogled, sposobnost reševanja problemov. Pomembna je za razvoj. Pomembna je tako za posameznika, kot za celotno skupnost, v kateri prebivamo. Včeraj sem vprašal 5-letno hčerko, kaj misli, da počnemo v šoli. Oziroma, kaj misli, da se počne v šoli. Se uči, je bil odgovor kratek. Kaj se uči, sem nadaljeval? Matematiko in fiziko. Se uči tudi jezike, italijanščino, francoščino, ja, nemščino, ja, slovenščino, ne. Zakaj ne me je zanimalo? Ker slovenščino govorimo. Kaj bi rekli na to učitelji slovenskega jezika? Učimo se tudi stvari, ki jih deloma že znamo. Pričakovati in zahtevati pa moramo več, kot so že leta 1945 več zahtevali tudi Ajdovci. Učimo se celo življenje. Če tega ne počnemo, ostanemo zadaj, povozi nas čas. Vsi, ki boste danes imenovani oziroma pohvaljeni, gotovo želite in zahtevate več, se tekmujete in sodelujete na področjih, ki presegajo obvezni del izobraževalnega programa. Poleg tega ste dosegli visoke rezultate na državnem nivoju. Zato niso dovolj le prirojene sposobnosti, temveč je potrebno tudi intenzivno delo oziroma vaja. Čestitam vsem dobitnikom priznanj in pohval. Želim vam, da bi navdušenje za delo in raziskovanje ohranili tudi v prihodnje. Včasih je veljalo cogito ergo sum. Danes velja imam telefon, torej sem. Šola je pomembna tudi zato, da v času telefonov poskrbi, da se izrek Renéa Descartesa ohrani. Uživajte v nadaljevanju prireditve, po prireditvi pa vse vabljene goste vabim na klepet v zbornico šole.
Doma je znata kjeram staljena. Pričali takrat, da ne. 3 fantje, 17 punc. Kjer elementa. Ma ne, ti sploh veš, kdo je to prava legenda bil na tej šoli. Ajde, da slišam. Tašča tu, tašča onu in čaki. Kdo spečete najboljšo potico? Tašča normalno. No vidiš, ta je bil to prava legenda. Profesor Budhar. Težko je obdržati ravnotežje tik pred počitnicami. Ampak med počitnicami pa to še bolj potreben. Ampak nevedno. Dosežki s področja športa. Ženska nogometna ekipa naše šole se je uvrstila med 8 najboljših ekip v Sloveniji ter si tako zagotovila nastop v polfinalu. Držimo pesti, da se bo dekletom uspelo prebiti tudi v finale, ki bo potekal v tem mesecu. Rok Komelj iz 3. Č je v močni konkurenci na državnem tekmovanju srednjih šol dosegel 8. mesto v akrobatiki. Mentor omenjenim dijakom je profesor Danilo Pudgar. Čestitke Roku ter nogometašicam.
Dima, ne bi včeraj bilo, Kaj? Matematika? Ki, slovenščina? Veš, kako ta slovenski kruh, veš? Se nije da nije. Profesorce so vse trudne, sam v glavi ne do sostave. Zdaj ne vem, kaj so hoteli povedati tebi znani, Dostojevski, Balzac, Ana Karenina. Ja, se vidi. Ana Karenina je od Tolstoja. Ja, to Dostojevskega je. Ti so bratje Karamazovi. Ali vem, tako poznam. Vem pa, da je gospa Bovarijo Balzaca, ne? Ne, gospa Marija Klobelova. A ne ta? Da ga ne zaznam, zdaj pa še vem. Lej, od vseh teh slovenščine ti je mišljeno moglo kaj ostati. Kaj pa kakšen književni lik? Ma ja, znam, čak sam malo da pomislim. Julijan je, od Romea. Ja, Ira Shakespeare, še ima tudi. Ja, pa človek malo se oddelijo, ne? Recimo Meta, ne, ona pa samo od Tavčarja. Tudi Voranci ima Meto. Veste, brezupno primer te. Dolg čas mi je bilo v Ljubljani. Mat pravijo, da tista reč ne čudna ne bo. Katera reč? Tista, da bi vzel sorodnico vse, da bi kuhava in gospodinila. Če ne dobim, če ti ne bi vodila. Pa pravijo, da bi nič čudnega ne bilo. Res, da bi se veliko dobrega naučila. So očeta že vprašala? Ne še. Mislila sem, da ti vprašaš. Ne vem. Če nočeš, pa noč. Ne jaz se Meta. Ne kaj tazga, ne treba več misliti. Tadej nočeš. Kaj ne želim v Ljubljani? Če se lahko tukaj,
Pred vam. Se že naveliču. Ne bom se. Kupil sem zemljo, kupil sem živino, gospodaru bom. Nej, gospodine, Oženem se. oženeš se. Moj Bog, pa ja neka tretja. Zemljo sem kupil. Tam smo lahko pisem delali. Tudi Danil je bil tam. Liza Janžeta vzela. Spet pa je ta druga se na take moške zanašati. Bog si dal, 9500. si vse plačal, Vse. nočko ne skupam. Nič. Pravijo, da je zemlja dobra, pa da se veliko predela. Žvelo se bo torej lahko. Gospodina bo mogla biti pridna, ampak žvelo se bo lahko. Ja, Govoril sem z očetom in matom. Pa sta zadovoljna, da se ženem pri presečnikovih. Seveda, če me ti hočeš. jaz, Ja, ti Meta, sam tebe vzamem, nobene druge nočem. Odgovor zdaj, če me hočeš. kako sem se bala, da vzameš Fortunovo, Šenca, zmeraj prideš me rota. za zmeraj, za vse življenje bova mož in žena. Mož in žena, mož in žena. Meta, Meta! Dosežki s področja materinščine. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Letos je naša šola gostila regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki se ga udeležilo tudi 37 dijakinj in dijakov naše šole. Tekmovalci so razmišljali na temo Domovina med platnicami. 15 dijakov je prejelo bronasto priznanje, Mateja Vitežnik iz 2. Č pa zlato priznanje. A in Jakob Panič Nardin iz 2. A sta pod mentorstvom profesorice Brune Vuga sodelovala na vseslovenskem literarnem natečaju po sledeh Josipine Turnograjske za najlepše ljubezensko pismo leta 2016. Tara je prejela nagrado za 3. mesto, Jakob pa je dosegel 8. mesto. Dijakinje naše šole že več let rade in številčno sodelujejo na mednarodnem literarnem natečaju Glas ženske, ki ga razpisuje pokrajina Gorica v sodelovanju z mestno občino Nova Gorica. Ker so bili rezultati lanskega tekmovanja znani tik pred zaključkom šolskega leta, trem še posebej uspešnim dijakinjam čestitamo in podeljujemo nagrade. Laura Pipan iz 3. A in lanskoletna maturantka Rebeka Batič sta si delili prvo nagrado. Laura je ustvarjala pod mentorstvom profesorice Brune Vuga, mentorica Rebeki pa je bila magistrica Zdenka Blaško. Anika Černiko iz 3. E pa je prejela nagrado za najboljši prispevek posamezne šole. Njena mentorica je bila profesorica Alenka Vidmar. Iskrene čestitke izrekamo Mateji, Tari, Jakobu, Lauri, Rebeki in Aniki. Ali me poznate? Jaz sem Miškolik. O, Gosenica, sem slišal, da kar ne moreš nehati jesti. Povej mi, kaj si že pojedla? 1 jabolko, 2 hruški, 3 slive, 4 jagode in 5 pomaranč. Kako ti to uspeva? Nabrati si moram moči za svojo rast.
14 dni bom preživela v zapetku. Potem pa se bom spremenila v prelepega metulja. O, kako lepo. Jaz sem imel drugačno izkušnjo. Teta Otilija me je silila jesti zelenjavnega kosti. Fuj. Nisem je mogel spraviti po grdu, dokler nisem popil ogromno vode in sem postal žabec. Sreča, da je teta ugodila moji želji. Potem, ko sem skakal po lužah, je pripravila jagode s kopico smetane. Hop, spet sem postal Jure. O, če vaju otroci poslušajo, postanejo kar lačni? No, jaz pa vas lahko naučim kakšno vragolijo, ki sva jih počela s prijateljico Mišo. Mogoče tisto, kako se mačko ugrizne v rep. Ampak otroci, le hodite v šolo, tudi v šoli se lahko marsikaj naučimo. Celo, kako rešimo učitelja iz mišnice. To smo imeli slavnostno poroko. Saj res? Skoraj bi pozabil. Tudi za vaju sem prinesel pecivo. Izvolite. Hvala. Hvala. Kadar se odpiramo navzven, bogatimo sebe in druge. Zato se kot šola vedno radi odzovemo po povabilu kulturnih, vzgojnih in izobraževalnih ustanov v naši okolici. Tako so meseca marca dijaki tretjih letnikov vzgojiteljskega programa popestrili program pripovedovanja Pravljice danes 2016 v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini in Vipavi ter aktivno sodelovali na Pantalonovem festivalu, ki ga je organizirala osnovna šola Študij. Predstavili so se z doživetjem pripovedovanjem zgodb, ki so jih bogatili z izvirnimi ilustracijami, glasbo in ročno izdelanimi lutkami, ter si tako pridobivali koristne izkušnje za njihovo poklicno pot. Mentorica sodelujočim dijakom je bila profesorica Brigita Slejko. Prav tako je profesoričnim nasvetom sledila Špela Škoberne, dijakinja 4. E, ki je na vzgojiteljadi 2015 vseslovenskem srečanju srednjih vzgojiteljskih šol Slovenije prejela prvo nagrado za slikanico Duhec Oskar. Pohvaliti želimo tudi Kajo Rustja iz 4. B za vsakoletno sodelovanje na različnih literarnih natečajih, predvsem pa za lanskoletni dosežek na literarnem natečaju z domišljijo na potep, na katerem si je prislužila natis lastne knjige, prvenca z naslovom Zavedno do konca. Kaja je vsa 4 leta ustvarjala pod mentorstvom profesorice Mateje Ceket-Odar. Špeli in Kaji čestitamo, ter ima želimo še veliko literarnih navdihov. Zdaj naša dva. Išče kaj, Dejan in Borgo. Okej, to je vladnik, okej. Ja, to je nek sprašava. Pa imela intervju. Ja, tu, napred, ja. Ti bjeraš? Tle listem izvir. Ona, 4. ti ni zdaj enkrat. Ja, zdaj kot konc maja mora biti, ja. Boš pjela kakšno? No, normalno, praznik, kot bo še tje. Nimaš prav. Pa čakaj. Kaj zdaj bo, Abraham ali da predstavlja? No ja, res se je zamudila. Res je šlo. Izvir in Latnik. Izvir in Latnik sta medija, skozi katera naša šola javnosti sporoča, kaj se na šoli dogaja, ter v katere aktivnosti smo vključeni. Šolsko glasilo Izvir poroča o vseh vidnejših dosežkih in dogodkih tekočega šolskega leta. Priložnost dobijo naši mladi literati, likovniki, glasbeniki ter drugače nadarjeni posamezniki. Letos smo razmišljali o solidarnosti, tovarištvu in prijateljstvu, univerzalnih, a hkrati aktualnih vrednotah.
Latnik je občinski časopis, v katerem se naša šola predstavlja mesečno. Kot edina srednja šola v občini, lokalno skupnost seznanimo z veliko večino dejavnosti, ki jih izvajamo ali se vanje vključujemo, ter seveda z dosežki naših dijakov, za katere je prav, da jih delimo širše. Šolsko glasilo Izvir in tudi šolske strani v Latniku nastajajo pod skrbnim očesom urednice magistrice Melite Lemut-Bajec. Ob njej pa si posebno pohvalo za skrbno in vestno mesečno delo zasluži tudi Lana Vovk, ki zadnjih nekaj let skrbi za grafično podobo strani v Latniku. Bravo, punca, čestitka, jaz ne tu nam povleklo do konca življenja. Dobro, če ti slovenščina ni šla, ti je 100% šlo kaj drugega. Kako si bo z matematiko? Taka srednja žalost, veš. Ja, če bil bi še pri pomoč več ne proslavo. Ja, dobro, tu imaš, ona ima prav. Recimo stroštem, ne? To se pa fajn ujela. Si predstavljam ta odnos, fanti, je vse lepo razlagal, učinkovito, funkcije in vse, in ti si pa spal, naravoslovja. Na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni sta Ana Kovač iz 4. A ter Rok Kete iz 3. B dosegla srebrno priznanje. Dijakoma sta bili mentorici profesorica Barbara Cigoj-Drobnič in Sonja Marušič. Domske dijakinje Barbara Masten, Katja Andrejčič, Lucija Martinčič, Nives Memon, Špela Križnar, Rebeka Kržišnik,
Nina Poropat in Teja Jenko iz 3. E ter Maruša Seražin iz 2. D so sodelovali v raziskovalnem projektu Zemljo so nam posodili otroci ter osvojile absolutno prvo mesto. Mentorici dijakinjam sta bili vzgojiteljice Sonja Colja in Alenka Nagode. Fizika. Na Stefanovem tekmovanju iz fizike je Dominik Ličen iz 3. A pod mentorstvom profesorja Vitina Jovetiča prijel bronasto priznanje. Iskrene čestitke Ani, Roku, dobitnicam nagrade za raziskovalni projekt Zemljo so nam posodili otroci ter mlademu fiziku Dominiku.